pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Domžalah, kjer se bo kmalu začela prva tekma 21. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku ob Kamniški Bistrici se bodo pomerili nogometaši Domžal in Sežanskega Tabora. Danes verjetno pogreša partnerja v napadu Georgijeviča. Jakupovič, strel Jakupoviča, močan poizkus in kakšni obrambi Koprivca, ni še konec. Ostaja pri zidu 0:0. Senijad Ibričić podaja pred vrata, dobra žoga, ampak vnovič Jan Koprivec. Priložnost torej za Tabor, da zapreti iz prekinitve. Ilenič je v prostem, je v živem zidu. Podaja proti bližnji vratnici strani Mateja Monjaca. Monjac proti Mavretiču. Mavretič strelja, dober poizkus tokrat strani Tila Mavretiča. Koderman se je lepo vključil naprej, vid Koderman, krasna poteza Kodermana, še vedno Koderman, ki strelja in gol! Kakšen zadetek vida Kodermana, Tabor vodi z 1:0. Drugi zadetek Kodermana v tej sezoni prve slovenske nogometne lige, prvi seveda za Sežanski Tabor. In že tako dobro predstavo je zdaj osvetlil in definiral tudi zadetkom. Tole je bil zares pravi golaso. Koderman je zaključil, kot da je do potankosti izšolan za zaključke. Poglejte zdaj še enkrat, takole je dobil žogo, kakšnih 30 metrov od vrat Mulaliča, potem pa zavrtel Ileniča. Slabo postavljen pri tej obrambni akciji, teda vse skupaj popravil Til Mavretič. Žoga za Stančiča, v priložnost za Tabor in vendarle ne bo zadetka, Karič odbija na golovi črti. Zdaj pa se zdi, da so Domžalčani precej padli in tole je nov obetavan napad za Tabor. Na desni strani ima Bongungi veliko prostora, podaja za Bongungija. Tole bi lahko bilo nevarno, to da brani Koprivec po strelu Monjaca, kjer se zdaj za izvedbo kota pripravlja Ibričić, podaja pred vrata. Tole bi lahko bilo nevarno, to da žoga je zletela prek vrat Jana Koprivca. Radomlje si delijo pravzaprav 8. mesto. No, zdaj pa priložnost za Domžale, tu je Juril. Juril bo streljal, žoga je v mreži, to da v prepovedanem položaju je bil Juril, kot smo lahko tudi sklepali. Vse skupaj bodo še enkrat preverili v sobi za VAR. Mavretič, napaka Mavretiča. Mavretič že ima rumeni karton, zdaj bi pravzaprav moral pasti Pišek. Če bi Pišek padel, potem mislim, da bi bil Mavretič izključen, ampak pravzaprav neumna poteza Piška. Zdaj Ibričić verjetno dopoveduje Matoši, da Mavretič že ima rumeni karton. Naj povem, da drugi rumeni karton ni v domeni VAR-a, tako da te odločitve ne morejo spremeniti. Poglejte zdaj še enkrat. To je seveda čisti rumeni karton, no vendarle pa bo Mavretič izključen po ogledu oziroma po posvetu Matoše stranskim sodnikom. Naj še enkrat povem, to ni v domeni VAR-a, pregledovanje drugega rumenega kartona. Matoša se je posvetoval svojim pomočnikom ob strani in podaja pred vrata, priložnost in gol! Gol za Domžale, 1:1. Domžalčani z igralcem več, torej do zadetka. Zmeda pred vrati Jana Koprivca, žoga pa je zletela v mrežo. Ristić je tam želel posredovati na golovi črti, toda neuspešno in kapitulirala je obramba Tabora. Poglejmo še enkrat, Ibričić je podal avtogol Grobrija Dukoreja, tam je skušal Briški preprečiti najhujše, toda neuspešno. Zdaj pa žoga za Vuka. Vuk ima veliko prostora, presenetljivo pa je, da ga redko kdo spremlja. Slobodan Vuk gre naprej. Slobodan Vuk, zdaj so se že vrnili. Gostje, strel proti vratom, Perc se sprožil. In tudi danes se zdi ta scenarij najbolj verjeten. Karič. Karič pred vrata. Dobra podaja, priložnost za Domžale, to da brani Koprivec. Na mestu je bil
Tako eni kot tudi drugi so prikazali solidno igro. Tu je zdaj Koderman. Koderman, tole je dobra podaja, to da brani Mulalić. Dober zaključek tega obračuna, lepo Ibričić preigral je Bongongija, Karić se je vključil naprej. Šoštarić, Karić, dobra poteza Karića, Koderman je izpadel, tu je Perc pred vrata, priložnost za Domžale, Slobodan Vuk strelja prek vrat. Dejan Đuranović, v tekmo ste krenili zelo agresivno, so bila to vaša navodila, vaše zamisli? Dobro, želja je normalno, da za dobro igro, za dinamično, agresivno in cilj nam je bil, da odigramo dobro tekmo, da osvojimo vse 3 točke, tako smo tudi krenili v tekmo. Mislim, da smo si v prvem delu kar priigrali priložnosti, iz katerih bi lahko zadeli. Na drugi strani smo iz nekega nesporazuma, napake dovolili gostom, da so povedali in potem so oni dejansko bili v prednosti, ampak smo vztrajali in fantom čestitke za vztrajnost, za hotenje. Priigrali smo si kar lepo število priložnosti, nismo izkoristili, uspelo nam izenačiti, za zmago je bilo pač premalo. Torej, izpostavili ste, da ste zapravili precej priložnosti. Kako torej izboljšati realizacijo na prihodnjih tekmah? Realizacijo izboljšati z kvalitetnejšo izvedbo oziroma učinkovitostjo pred golom, skozi proces treniranja. Tako in tako delamo na teh zadevah, tako da verjamemo, da fantje pridejo v tako formo, da bomo iz teh zaključkov, da bomo bili uspešnejši. Sicer ste zaostali, potem prišli do izenačenja, gledano skozi celotno tekmo, ko potegnemo črto, ste zadovoljni z remijem? Mislim, zaostajali smo seveda in potem je prva želja, da uspeš izničiti prednost nasprotnika. Potem smo v zaključku tekme imeli igralca več in iskali ta drugi zadetek za zmago. Ni nam uspelo, kot sem rekel, zadovoljen sem s to vztrajnostjo, hotenjem, tudi z ustvarjenimi priložnostmi. Seveda rezultatsko pa nikakor nismo zadovoljni, kajti želeli smo vse 3 točke. Je pa res, da tako tekmo lahko tudi izgubiš. Tabor se je pokazal kot ena čvrsta, agresivna, nevarna ekipa in tudi oni so imeli priložnosti, s katerimi bi lahko že tekmo zaključili oziroma tudi na koncu nas za naše neizkoriščene priložnosti kaznovali. Tako da to je nogomet, na koncu se tako zaključi in čestitke Taboru in mojim fantom tudi. Najlepša hvala. Hvala. Dušan Kosić, Domžalčani so danes kar agresivno krenili v tekmo, nekaj časa ste potrebovali, da ste vzpostavili ravnoteže na zelenici, vas je morebiti začetni pritisk tekmeca presenetil? Ne, Domžale imajo dobro ekipo, trpeli smo na začetku tekme, dokler nismo prišli nekako v igro, uspeli smo zadeti. Trda tekma, agresivna, imamo občutek, da bi lahko v momentu, ko se je tekma lomila, bolje odigrali, ustvarjali smo si neke tranzicije, kjer bi se lahko hitreje žoge znebili. Posledica je bil tudi ta rdeči karton, tako da s tem segmentom ne morem biti zadovoljen, z ostalim pa tekma bi šla lahko eno ali pa v drugo smer, na koncu je neodločen rezultat realen. Danes zares odlična predstava Vida Kodermana, v prvem polčasu je preprečil 2 zadetka Domžal, pa tudi gol je dosegel. Kako ste zadovoljni z njim? Zadovoljen sem z odnosom fantov na celi tekmi, ker se niso predajali, borili smo se po najboljših močeh. Vid je pa seveda danes pokazal, da je talent, to je že v preteklosti kazal, tako da mu želim samo, da ponavlja take predstave. Naslednji teden se boste pomerili z Olimpijo, kakšen Tabor lahko pričakujemo? Podoben kot danes, želimo biti ekipni, želimo biti skupaj, želimo biti učinkoviti. In bo treba, če bomo hoteli zmagati, te priložnosti, ki si jih ustvarjamo, izkoristiti in nič, gremo dalje, prvenstvo je še dolgo. Najlepša hvala. Hvala. Benjamin, remi s Taborom, sicer ste zaostali, potem ste prišli do izenačenja, ste verjeli, da lahko pridete do popolnega preobrata? Ja, seveda, mi smo že pred samo tekmo odkrito napadali 3 točke. Mislim, da se je to tudi pokazalo od prve minute, ko smo v prvih 10 minutah prišli v 3 res zelo lepe situacije. Nažalost nismo zadeli, iz naše napake v prvem polčasu smo prejeli gol. V drugem polčasu smo šli samo z eno željo po preobratu.
Mislim, da smo cel drugi polčas dobro igrali, dobro stali na igrišču, na koncu smo imeli še celo igralca več, ampak nažalost se ni šlo. Najlepše hvala. Hvala. Erik, remi z Domžalami, kako ste videli tekmo in ste z izplenom zadovoljni? Ja, po prvem polčasu smo imeli prednost enega zadetka, drugi polčas mogoče začeli malo preslabo, ampak kljub temu imeli dovolj priložnosti, da bi lahko rezultat povišali na 2-0. Verjamem, da je pol se tekma zapeljala v drugo stran. Potem izključitev, ki nas je v bistvu pomaknila v obrambo in ta, dajmo reči, nesrečen gol. Na koncu mislim, da je izenačen rezultat realen, ampak ne morem se znebiti občutka, da bi si mogoče lahko ustvarili več. Najlepše hvala. Hvala.